Tako lepo pozdravljeni vsi, prosim tudi oba nocojšnja gosta, Jona Grošlja in Arjano Volarič, da prideta naprej za to konferenčno mizo, ali ne vem, kako bi temu rekli. Ne vem, kako se bosta razporedila, po moje gospa Arjana tukaj na sredo, da boste... Pozdravljam tudi vse prisotne, podžupana mestne občine Nova Gorica, Antonija Hareja. Seveda smo v prostorih župnije Nova Gorica v naši dvorani in zahvala tudi župniku, gospodu Milanu Preglju, da smo lahko tukaj. In pozdravljam tudi enega izmed avtorjev, pravzaprav so tako rekoč, kaj ste vsi avtorji razstave, se ne vem. Je še Štefan Skledar, ki je bil zadnjič gost in tudi njegova žena. Imamo tudi še vedno razstavo o doktorju Gosarju, Andreju Gosarju, pardon, če nakratko samo par stvari povem, za tiste, ki morda zadnjič niste bili, velja za utemeljitelja socialne države na Slovenskem, bil je ugledni predvojni univerzitetni profesor, rodil se je v Logatcu 1887, umrl v Ljubljani 1970, bil je pravnik, sociolog, pedagog, minister za socialno politiko v Beogradu, med vojno je okusil koncentracijsko taborišče v Dachavu, po vojni pa je okusil partijske pritiske, politične pritiske ter bil vržen v družbeno anonimnost. Razstavo so pripravili Bibiana Mihevč, Štefan Skledar, ki je tukaj, in dr. Arjana Volarič, ki je nocojšnja gosta. Zadnjič, če se spomnite, so bili tukaj za mizo Štefan Skledar, potem teolog dr. Janez Juhant in pa profesorica, raziskovalka in publicistka dr. Mira Cenčič. Večer pa je povezoval Ivo Jevnikar. Nocojšnja gosta sta dr. Arjana Volarič, filozofinja, antropologinja in tudi etnologinja. Magistrirala je iz antropologije, tudi religije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot sem omenil, avtorica te razstave, trenutno ureja zbornik o zadrugah in se ukvarja z biografskimi študijami zadružnikov. V pogovoru pa z njo sem ugotovil, da je svetovljanka, da ima judovsko, madžarsko, hrvaško, slovenske korenine, če smem to povedati. Jon Grošelj je magister filozofije in magister religije in etike, je vzgojitelj v gimnaziji Šiška, dela pa doktorsko nalogo o skupnem dobru. Naslov je Odnos med univerzalnim in partikularnim skupnim dobrom v družbenem nauku Cerkve. In tako smo dali tudi nocoj naslov temu pogovornemu večeru, Gosarjevo razumevanje skupnega dobrega. Če mogoče sam za uvod, si dovolim povedati par misli. Gosar pravi, da vlada velika nevednost in nejasnost glede najvažnejših socialnih problemov. In se vpraša, kaj je cilj človeškega življenja na zemlji. Samo to, da se imamo dobro, da uživamo, si kopičimo bogatstvo, je cilj ustvariti raj na zemlji.
Ali pa je cilj razvijati svoje sposobnosti, trgovati s talenti, razvijati socialno, družbeno življenje, graditi dobre odnose, svoboda in ustvarjalnost posameznikov, subsidiarnost, solidarnost. In seveda tukaj lahko potem vključimo tudi dobro družine, lokalno avtonomijo, to, da podpiramo očetovstvo, materinstvo, pa tudi vero, religijo, ki je potem ta pogled v nasprotju z laicistično družbo, ki se danes vedno bolj dobiva domovinsko pravico. Nekako bi lahko rekli, da je ta trinom pri njem, jaz, domovina, Bog. Vendar pravi, premalo je krščanski moralni nauk, načela. Potreben je tudi jasen socialni program. Upoštevati je potrebno konkretne razmere, biti praktičen. In potrebno je krščansko gibanje za uresničitev krščanskih načel v konkretni situaciji. Potrebne so socialne reforme. Zakaj je to potrebno? Zato, ker se v družbi ne držimo krščanskih načel. In seveda o tem bomo nocoj tudi kaj rekli. On je nekako zagovarjal krščanski socializem proti materialističnemu socializmu, ki je centralizem, ki je statalizem, ki je totalitarizem. Samo rekel bi, je velik tudi, ko sem bral, kakšen velik poudarek pravzaprav je na telesu, na materialni razsežnosti življenja, tudi na politični, družbeni razsežnosti življenja. In prosim sedaj Polono Skledar, ki je doma iz Zaplane nad Vrhniko, to je žena Štefana Skledarja, da prebere en odlomek, s katerim naj bo kot uvodna molitev, razmišljanje, ampak ob tem odlomku, to so Jezusove besede, vidimo, da ravno to, kako pomembna je tudi ta materialna razsežnost življenja, ne samo ukvarjamo se z dušo, ukvarjamo se z nebesi. Živimo na tej zemlji in o tem govori Jezus. In brez tega odlomka se mi zdi sploh ne moremo razumeti nauka in torej še to bi za začetek rekel, da tu je ena od knjig. Ma še eno tako debelo je napisal in potem še enih 10 bolj tankih knjižic. In to so take črke. To je bil profesor, je vse analiziral. Se pravi, ni bil kar tako nekaj govoril na pamet, ampak je veliko, gotovo imel veliko znanja, o tem mogoče bosta gosta še kaj povedala, no, sedaj pa prisluhnemo temu odlomku, da bi potem vse, kar bomo nocoj govorili, razumeli tudi v tej luči Jezusovih besed. Iz Evangelija po Mateju. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: Pridite, blagoslovljeni mojega očeta. Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmlajših bratov, ste meni storili. Tako od teh vprašanj, v bistvu Jezus nam je dal že vprašanja za zadnji izpit, na poslednji sodbi, že vemo, če bi študentje, dijaki vedeli, katere vprašanja bodo dobili, bi se veselili. Mi pa vemo vprašanja za najpomembnejši izpit življenja in
Z tega vidika je družbeni nauk cerkve izrednega pomena in tudi dr. Andrej Gosar zelo aktualen. Bi šli zdaj k vprašanjem. Najprej bi postavil vprašanje Jonu Grošlju, sem prav povedal, ja. Socialno vprašanje, kaj to sploh je. V tistem času je bil velik prepad med delavci in delodajalci. Se sprašuje Gosar, kaj je duša kapitalizma, in razmišlja, da je to profit, hladnokrvnost, trdosrčna brezobzirnost, uničiti konkurenco, monopoli. Krščanska načela so za kapitaliste deveta briga. In zdaj, kako se soočiti s to trdosrčnostjo kapitalizma? Pravi, izkazovanje miloščine, to ne zadostuje, ne? Kapitalisti, ki imajo ogromno denarja, potem dajo malo drobiža revežem in so še predstavljeni kot dobrotniki ljudstva. Kako odrešiti ljudi iz teh oderuških klešč? In meni, da krščanstvo ima neko moč, kajti vsi smo otroci enega nebeškega očeta. In vidi rešitev v sodelovanju med delodajalci in delavci, v sožitju, pravičnosti, pravici delavcev tudi do deleža dobička, do pravične plače. Razmišljajo tudi o tem, da tudi delavci pomagajo pri vodenju podjetja. Z tega vidika je bil, bi lahko rekli, zelo modernist ali pa napreden. Živel je enih prelomnih časih, lahko rečemo. Vendar, če pomislimo, takrat ni bilo veliko ljudi odvisnih še od podjetij, od tovaren. Veliko ljudi je bilo kmetov, so bili obrtniki. Danes je ta odvisnost še veliko večja. Seveda velike socialne razlike, velika revščina pa je za družbo nekaj slabega, ker to vodi potem v punte, v vojne, v upore, v družbene probleme. In vprašal bi, se pravi, Jona, ne, delate doktorsko disertacijo o skupnem dobrem. Kaj sploh je skupno dobro, ker se mi zdi, da to ni nam vsem jasno. Tudi verjetno od Aristotela do danes so različna pojmovanja skupnega dobrega. In kako je na skupno dobro gledal dr. Andrej Gosar, ali je njegov nauk še aktualen, je imel kakšen poseben vidik, v čem je mogoče družbeni nauk cerkve, ki se razvija prav v teh letih, tudi neki razvoj naprej. Dober večer. Hvala za povabilo in hvala za vprašanje, ki so v bistvu vprašanja. Je bilo kar nekaj vprašanj o tem vključenih. Ta prvo je potrebno poudariti, da v bistvu, če bi mogel odgovoriti z dvema sintagmama, ki sta ključna za odgovor na socialno, to se pravi, kakšen odgovor je Gosar videl na to problematiko, na socialno vprašanje, kot ste rekel, bi rekel socialna pravičnost skupaj s socialno ljubeznijo. To se pravi, ne samo individualna miloščina, ampak neki sistemski pogoji, da lahko dejansko zagotavljamo dobrobit vsakega človeka. Skupno dobro je v tem katoliškem smislu predvsem vsota pogojev, to se pravi vsota družbenih in duhovnih pogojev, po družbeno zdaj mislim pravnih, ekonomskih, kulturnih in pa duhovnih, da lahko posameznik uresničuje svoje človeško dostojanstvo. To se pravi, če mi je zagotovljena materialna osnova, pa mi niso zagotovljeni tudi drugi pogoji, kot je varnost, kot je to, da se lahko uresničujem kot duhovno bitje, potem dejansko teh pogojev za skupno dobro
ni. Skratka, skupno dobro je zelo abstrakten pojem, politiki veliko z njim operirajo. Pred leti vem, da je bil celo predsedniški kandidat Danilo Türk geslo predsedniške kampanje je bilo za skupno dobro. In noben točno ni vedel, kaj hoče s tem povedati. Vem, da je bil takrat njegov mecen, en profesor politične filozofije, Igor Pribac, ampak to je druga zgodba, ki se je veliko ukvarjal s skupnim dobrim. No, skratka, v skupnem dobrem, za razliko od sekularnih filozofij, v katoliškem vidiku ima skupno dobro tudi zelo duhoven značaj. Zato, ker je Tomaž Akvinski, srednjeveški filozof, dejal, da je v bistvu tisto najvišje skupno dobro gledanje Boga v nebesih. To se pravi, vse to, kar so te materialni pogoji, ki jih uživamo, to, da smo na toplem in na varnem in da imamo čisto pitno vodo, so zgolj neka sredstva, da pridemo do tistega pravega skupnega dobrega, ki je gledanje Boga v nebesih. To je v bistvu, zdaj govorim, če bi rekel, krščansko pojmovanje v parih besedah. Ampak seveda je zgodba bistveno bolj kompleksna, zato ker živimo v realnih družbeno-političnih in ekonomskih razmerah. In tega se je Andrej Gosar zelo dobro zavedal. Zato, ker je bil daljnoviden in je že desetletja, preden je to prišlo sploh v katoliški družbeni nauk, dejal, da moramo upoštevati sekularne znanosti. To se pravi, ne gre samo za to, da izhajamo iz cerkvene dogmatike. Spomnimo, da so v tistem času bile struje, kot je katoliška akcija, bili so Kristusovi stražarji, ki so dejansko bolj kot ne zagovarjali vrnitev v predmoderni čas. Bilo je turbulentno obdobje, tako kot v resnici tudi danes. In eni zagovarjajo povratek k tradicionalizmu, drugi zagovarjajo modernizem. No, in v tistem času ni bilo nič drugače. In Gosar je rekel, ne, katoliška akcija, vi nimate prav, zato ker vi zagovarjate vrnitev v neke predmoderne čase, kjer je ženska malo da ne za štedilnikom, moški pa služi denar. Mi moramo upoštevati sodobne znanosti, sodobni razvoj dogodkov in moramo v bistvu ugotoviti, da nam znanost in tudi politologija, to se pravi politologija, sociologija, ekonomija imajo kaj zapovedati. In tudi sodobno moralno učenje. To se pravi, tudi moralni nauk cerkve se razvija. Ni to, kar je bilo leta 500 tudi danes. Izvzemši določene pač temeljne postulate, kot se ne ubija in ne kradi in podobno. Tako da je Gosar sledil toliko časa in je predvidel to, kar je leta 1965 dejal tudi drugi Vatikanski koncil, ki pomeni prelom, marsičem prelom s tradicionalnim učenjem. Namreč, leta 1965 drugi Vatikanski koncil uvedel nacionalne jezike v cerkveno bogoslužje in dejal nekaj med vrsticami tudi, potrebno je upoštevati avtonomijo zemeljskih stvarnosti. In to je v bistvu Andrej Gosar že 30 let prej pisal v svojem delu za novi družbeni red. To se pravi, papež ima zapovedati kaj, ampak ne ve pa več o ekonomiji, kot ve profesor ekonomije na Harvardu ali na Ljubljanski ekonomski fakulteti. Tako, to je ena stvar. Skratka, Gosar je zapisal, da je obča blaginja, to je prevajan kot skupno dobro, pravilo in edini veljaven družbeni cilj. Pravilo in edini veljaven družbeni cilj. Odklona, ki jo je videl, sta pa marksistični kolektivizem in liberalni kapitalizem. Skratka, to sta ta dva odklona od tega skupnega dobrega, ki si ga je on zamislil na podlagi krščanske antropologije. To se pravi, da smo vsi v bistvu, če tako rečem malo pobožno, božji otroci, ki imamo svoje dostojanstvo in da je naš skupni cilj v nebesih. Marksistični kolektivizem izniči posameznika, po družbi zasebno lastnino, on pa je zasebno lastnino imel za temelj ustvarjalnosti. Zapravo, brez zasebne lastnine nisem tako ustvarjalen, kot sem zasebno lastnino. Nimam te svobode, podjetniške svobode. Liberalistični kapitalizem se mu je zdel zgrešen, ker je, tako kot ste že prej rekel v uvodniku, rivalstvo, je boj ne mesarsko klanje. Ne? In tisti kapitalizem leta 1891, ko je bila izdana prva katoliška enciklika, ki problematizira stanje na trgu dela, to je bila Rerum Novarum, Leona 13.
Ta enciklika se v bistvu zoperstavi temu boju, temu kapitalističnemu klanju, ki se je dogajal v industrializiranih državah tistega časa, med njimi je seveda prednjačila Anglija. In takrat so delavci živeli v mizernih razmerah, bili izkoriščeni, bili podplačani, praktično so komaj preživeli. No, in to je ta podoba kapitalizma, ki jo Gosar ni imel rad. To se pravi, če tako nakratko tudi mogoče še rečem, se mi zdi, da mi mislimo skupno dobro, ne, tu je ceste, so železnica, zdaj bo v EPK nova železniška postaja, je neka mogoče še kulturna prireditev, ne, ampak skupno dobro je pogoj, je bilo rečeno. Če država, če občina, če ne vem, tudi družina ne ustvarja pogojev, da se človek razvija, potem v bistvu skupnega dobrega ni. Ja. In za razliko od recimo marksizma, ki je hotel to skupno dobro od zgoraj navzdol vzpostaviti kot država, ki je ta centralna birokratska entiteta, pa je Gosar, ko bi rekel, spodbujal oziroma zagovarjal od spodaj navzgor. Zapravo, država more biti, država je dobra, postavlja pravo, postavlja nek sistem, v katerem mi lahko delujemo, ampak če se posameznik, država ne sme posegati v te nižje oblike družbene organizacije. Temu se reče subsidiarnost. Subsidiarnost je postal eden od ključnih pojmov v družbenem nauku cerkve. Kaj to pomeni? Ponazorimo s primerom. Imamo družino, ki vzgaja otroka. Družina bolje vzgaja otroka kot država. Zapravo, država ne posega v to, kar se na osnovni ravni dela bolje kot na višji ravni. Seveda, če je otrok zlorabljen, potem poseže država. Zato porabimo državo, ne? Da je tudi socialna služba, imamo določene pristojnosti. Ampak tisto, kar je na osnovni ravni boljše, v to najvišje sfere ne posegajo. In Gosar je ravno to rekel, skupno dobro se dogaja, v bistvu skupno dobro ustvarja svoboden posameznik, ki zasebno lastnino, ki deluje v nekem sistemu in je, recimo temu, podjetniško ustvarjalen, ima svojo zasebno lastnino in tudi razume, kaj to pomeni socialna pravičnost in socialna ljubezen. Zapravo, da nisem samo nek atom, nek individualist, ki se ne zmeni za potrebe drugih, ampak da znam upoštevati tudi potrebe drugih. Osebna lastnina ni absolutna, ampak mora videti tudi drugega človeka v stiski. Hvala. Gospa Jona je omenil Rerum Novarum, to je prva socialna okrožnica Leona XIII. Se pravi, te okrožnice so bile, ampak kako je pa bilo v Sloveniji? Gosar dejansko v Sloveniji bilo veliko, je tudi bila omenjena, mislim, da katoliška akcija in druge smeri. Gosar je nekako bil tudi kritik, bom rekel, cerkvenega vodstva ali pa cerkve in zakaj pravzaprav je delavstvo, če tako rečem, zapustilo cerkev, je razlagal, da ni videlo v cerkvi pač vodstvo cerkve. To ne pomeni zdaj, ne vem, v tem primeru papež Leon XIII, ki je jasno videl, kam stvari gredo, ampak je menilo, da je kapitalizem ok, kritiziralo je delavce, ki da ne smejo štrajkati, morajo biti ponižni, pohlevni, če tako rečem, medtem ko kapitalistov, ki so pa tudi bili kristjani, pa ni bilo vodstvo cerkve kritično do... In tako potem zaradi te dvojnosti, dvojnih meril, so delavci nekako se oddaljevali od cerkve. Kako vi vidite Gosarja v tem procesu, mogoče tudi z današnjega vidika in takratnega vidika tudi razdeljenosti med nami? Andrej Gosar, ko je vstopil v Slovensko ljudsko stranko, se pravi po prvi svetovni vojni, je tudi v program svoj, ker mu je stranka naložila, naj napiše socialni program stranke,
objavljen je v Slovencu pod naslovom Programatske misli in tam on razen različnih teh socialnih momentov, kot je pravice žensk, kar je Ljudska stranka že pred Prvo svetovno vojno zagovarja, do recimo njegovega poskusa, da bi tudi vključila v svojo skrb delavski razred Ljudska stranka. Ne? Ker Ljudska stranka je bila večinoma orientirana na kmete, ne? Ker delavci so predstavljali po njihovi oceni, po oceni Korošca, ne? Nek revolucionalni element v družbi, ne? Ki nekako ni naklonjen cerkvenemu nauku. Tako da Gosar je tudi pisal za delavsko pravico, tudi nastopal je na teh shodih delavskih in je ves čas kazal neko naklonjenost do delavskega sloja. Tudi njegovi predlogi o najnižji premoženjski meji so šli nekako v podporo delavskim interesom, ne? Da bi se zmanjšalo, da bi se obrestovale da bi se bogati obrestovali, ne? Njihovi dohodki, da pa bi nizke plače zviševali, ne? Da bi ta delavski minimum se zviševal. To je še v socialni misli on zagovarjal. Zdaj, meni se zdi, ne, obstaja tudi neka ta razlika, ne, kot si že omenil, med katoliško akcijo in tistim, kar je on zagovarjal. Ne. On je bil, ampak po drugi strani je pa tudi neko ozadje, ne, zakaj je katoliška akcija zagovarjala to, kar je zagovarjala. Ne. In ozadje so okrožnice, ne, od papeža, recimo okrožnica, ki je 1917. leta išla, je pričakovala od teoloških krogov in njihovih podpornikov, da nekako vključi kot glavni nauk doktrine in metode Tomaža Akvinskega. Ne. Medtem ko Gosar je ravno nasprotno že od samega začetka zagovarjal svetega Frančiška. In s tem se dejansko oddaljeval od te doktrine cerkve, ne, oddaljeval se od te racionalnosti in oddaljeval Akvinskega, ne, in poudarjal ljubezen do bližnjega, dejavno ljubezen do bližnjega kot sveti Frančišek. Ne. In poudarjal je tudi dialog, pa univerzalno dobro, pa ljubezen do stvarstva, ne. Eno zvrst kozmopolitizma, ne, ki mu je potem sledil tudi Gosar. In Gosar je poleg te svoje angažirane drže do družbenega dobrega, hkrati bil zelo kontemplativen človek, ne, ki je sledil Asiškemu in na nek način bi rekli, ne, da je tudi prakticiral vero, ne. Neka želja postati kot Jezus, postati popoln. On se ves čas poskušal tudi paralelno s svojimi angažmani tudi duhovno izboljšati, ne. In to je tudi pričakoval seveda od ljudi, ne, to, da bi rasli moralno in duhovno, ne. In to je seveda povezovalo tudi s to dobro družbo, kot si sam rekel, ne, da je potrebna kultivacija nekih notranjih kvalitet, ne samo reforma, ne samo ti ekonomske stvari, ne. Človek ni zgolj ekonomija, ne, človek je eno dostojanstveno bitje, ne, ki teži k razvoju svojih kvalitet, vrlin. Hvala. Krščanski socializem, ne? Kaj je zdaj to, kar sem jaz bral, je to postavljal v nasprotju z materialističnim socializmom, ampak tukaj je malo ta terminologija, če nam malo pojasnite, kako to razumeti, ker to so mu tudi očitali potem, da je socialist, recimo tudi v katoliških krogih. In v čem mogoče se razlikuje od Kocbeka, ki je krščanski tudi socialist, ne? Kako zdaj razumeti ta njegov nauk, ker kar sem bral, ima zelo jasno idejo, ampak razumeli so ga pa tudi pač po svoje, ne? Tudi name? Ja, tako ja. To se pravi,
Papež Pij XI je v encikliki, torej ob 40-letnici Quadragesimo Anno, odločno zavrnil krščanski socializem. Pravzaprav je zapisal, da tisti, ki sledi katoliškemu nauku, se ne more in ne sme imenovati socialist. To je seveda Andreja Gosarja ves čas pomalo motilo in je premišljaval, kako bi se odzval na te izzivalne papeževe besede. Sam je namreč zagovarjal, kot smo rekli, avtonomijo družbenih stvarnosti in je tudi poznal med socialisti dobre ljudi. Na koncu je v delu, ki ga je izdal leta 1933 za novi družbeni red, po tehtnem premisleku se nehal imenovati krščanski socialist in se začel imenovati krščanski socialni aktivist. Zato, da ne bi bilo kakšne pomote, da je pa morda sam na tej marksistični strani. Namreč krščanski socializem se je zamenjevalo z marksistično strujo in dejansko je z dolomitsko izjavo Osvobodilne fronte tudi krščanski socializem prešel pod komunistično politiko. Znano je, da je kardel Kidrič, mislim, da vabil Gosarja, da se pridruži tej dolomitski izjavi. Se je bila dolomitska, ne? Ja. Ampak je sam to zavrnil. Je rekel, da tega ni mislil storiti ne takrat, sprav na začetku, in tudi zdaj tega ne bo storil. Skratka, sam je skozi zagovarjal neko svojo linijo misli, ki je bila zelo izvirna. Predvsem ga je zmotilo na krščanskem socializmu to, da zapostavlja pomen zasebne lastnine pri uresničevanju človeškega dostojanstva. Sam je videl, da je zasebna lastnina nekaj nepogrešljivega, da se lahko družba razvija. Medtem ko so krščanski socialisti in med njimi tudi Kozbek zanemarjali pomen zasebne lastnine in so mislili, da bo ta brezrazredna družba tisti cilj, ki bo dejansko odpravil potrebo po zasebni lastnini. Seveda, Gosar se s tem ni mogel strinjati, ker je izhajal tudi iz francoskega personalizma in je vedel, da je človek duhovno bitje, ki mora ustvarjati s svojim imetjem, ampak hkrati mora biti tudi socialno občutljiv in posedovati neko socialno ljubezen, kot je to imenoval papež Pij XI. Tako da, če na kratko odgovorim, pri socializmu ga je zmotila ta marksistična konotacija in to, da želi podružbiti vsa sredstva in skupno dobro zgolj birokratsko uveljavljati od zgoraj navzdol. Sam je pa zagovarjal to tretjo pot, ki jo je imenoval univerzalizem. Se pravi, tudi je potem odstopil od tega poimenovanja krščanski socializem na koncu. Tako, začne pisati o krščanskem socialnem aktivizmu. To se pravi, aktivizem s tem pa tudi hoče povedati, da ima posameznik še vedno tisto vlogo, ne? Nosilec aktivizma. Gospa dr. Arjana, vi ste tudi strokovnjak za zadruge. Kakšen je nauk dr. Gosarja o zadrugah? Kakšne vrste zadrug sploh poznamo? Vemo, da s temi socialističnimi zadrugami ni bilo dobro, da so te krave potem niso imeli kaj jesti, ko so jih kmetje pripeljali noter. Na kakšnih principih mora zadruga delovati, da bo uspešna? In recimo danes se spodbuja, Evropa spodbuja zadružništvo, to tudi financira, so te zadruge samostojne, avtonomne. Kaj lahko poveste o zadrugah in kako je to razumel Gosar? Zdaj, če se omejim na moderni razvoj zadrug od 19. stoletja, sicer zadruge so bile še v srednjem veku, cehi so ena oblika zadrug, pa tudi v starem Rimu so obstajale različne zadruge, stari svet jih je poznal. So se pač skozi zgodovino razvijale, dobivale neke nove značilnosti pod vplivom ekonomije, kulture določenega obdobja.
Zdaj, v 19. stoletju se je začelo zadruge povezovati s finančnim kapitalom, ne, to je z razvojem prišlo do izraza z razvojem kapitalizma. In tukaj v Sloveniji so v 19. stoletju bili 3 tipi zadrug, ne. Eno so bile te konzumne zadruge po vzoru na britanske, potem so se iz Nemčije so bile prenešene zadruge liberalne in socialne, tako da pri nas je recimo Krek začel s tem socialnim zadružništvom, tale liberalci so pač imeli neke svoje zadruge, pa socialni demokrati so imeli svoje, pač so se te zadruge v moderni dobi diferencirale, ne, na različne tipe zadrug. Zdaj, Gosar je izhajal iz Kreka, ne, iz tega krščanskega socializma in pač njegovim oblikovanjem socialnih zadrug, tako da je po drugi strani Krek ni zagovarjal neko avtonomno zadružništvo, on je v bistvu bolj težil k neki, da bi se ustvarila neka mreža zadrug, kar mu je tudi na koncu konca uspelo, ki bi sodelovali, da bi se celotno gospodarstvo lahko organiziralo kot po zadružnem modelu, ne. Zdaj, Gosar je bolj kot ne zagovarjal avtonomno zadružništvo, vsaj v tej zadnji knjigi, prejšnjih je tudi nekako spekuliral s tem, ker Ljudska stranka je po prvi svetovni vojni zagovarjala po enem strani princip socializacije gospodarstva, ker Slovenija, ker je zdaj razpadla skupna država in ni imela še veliko kapitala in je to bila neka rešitev, da bi se glavne panoge ekonomije socializirale in s tem ustvarjali neki kapital, ne. Po drugi strani pa je tudi zagovarjali so neko mrežo zadrug, ne, s katerim bi se nekako vzpostavil en nov sistem ekonomije. In Gosar je sprva zagovarjal te mreže zadrug, ne, in Korošca podpiral, o tem je pisal tudi v Slovencu, ne. Kasneje pa v tej zadnji knjigi, ne, Za nov družabni red, pa zagovarja avtonomno zadružništvo, ki bi bilo v interakciji z ostalimi podjetji. Ne kot konkurenčno, ampak ki bi sobivalo z ostalimi in prispevalo k družbenem dobrem. V tej zadnji fazi, ne, se je odločil tako in to je v bistvu tudi sodoben koncept zadružništva, ki ga danes imamo, ne. Če lahko dodam? Ja, lahko, seveda. To pravi v leta 1931 izdani encikliki ob 40-letnici, kot sem že omenil, papež Pij XI govori o korporacijah, ne? Ja, in temu v bistvu Gosar nasprotuje, ne. Ja, on je tako. nasprotnik korporacij, ker takrat, namreč slab primer korporacije je bila fašistična Italija, ne, in ker on je vedno bil nasprotnik fašizma, je tudi temi korporacijami. Ampak korporacijam je nasplošno on nasprotoval že prej, ker ta zadružni model samouprave, ne, mu je bil bližje in bil bližje tudi krščanskemu socializmu, ne. Tako da večina teologov, ne, obstaja več knjig, ki so nastale konec 30-ih let, so tudi Jeraj je pisal nekaj na začetku krščanski socialist, takrat je pač ker se cerkev pač odločila zagovarjati korporacije. Ampak nič slabega ni mislila s tem, je pač mislila, da bo to pač se ustvarila ena hierarhija, v kateri bojo vsi harmonično sodelovali, ne. Všeničnik je tudi pisal na to temo, on je bil prepričan, da bo se delavci pač izoborili za te svoje pravice, zmenili za delodajalci in da bo se vse uredilo, ne. Bil je optimističen, ne, bi lahko rekli, ne, do tega. Ker res, pardon. Ne, kar povejte, dodajte. Pod vprašanje. Ne, ja. Hotel sem povedati, ja, da to korporacije, ne, v bistvu ravno je bil poskus, kako preseči ta razredni boj, ne. Marksisti so imeli seveda svoj recept, ne, vzpostaviti brezrazredno družbo, kjer je ta ekonomija, kot je seveda
ta baza, ne, se pravi podstavba oziroma tisto, kar določa vsa druga družbena razmerja. In ko bo ekonomija v redu, potem bodo ljudje pozabili na duhovnost, bodo pozabili, ker se bo kultura rodila iz tega. Ne. In potem bi imeli recimo Novo Gorico brez bolnikov, če bi ta načrt uspel. No, medtem ko P11 je pa videl rešitev v korporacijah, kjer se delodajalci in delojemalci združujejo in znotraj teh ustanov rešujejo delitve. Kot je že gospa povedala, je bil zgled tudi malo italijanski fašizem, kjer je Mussolini ustanavljal te korporacije in seveda Gosar tega ni imel preveč rad. In tudi šlo je za ustanove, ki so bile državno vodene. Gosar pa ni bil navdušen nad birokratskim odnosom do družbenih organizacij. Ja, pa tudi te korporacije so nek populističen koncept, s katerim se uniči demokracija. Ne, ker korporativna telesa pridejo v parlament in odločajo v imenu vseh. Ne. On je pa demokracijo si predstavljal malo drugače. Ne. Da različne interesne skupine sodelujejo, ne, in vsaka pač se odloča. Ne. Ampak zdaj, če gremo, koliko so te ideje Gosarja uresničljive, koliko je to zgolj neka iluzija, utopija. Gotovo so te velike stiske, ki jih je on videl na svetu, in nekje pravi, stiske so lahko materialne, potem so duhovne, ampak pravi, stiske človekove osebnosti. To je pa stiske zaradi neurejenega odnosa med posameznikom in družbo. Pravi, ta stiska pa je od vseh stisk najhujša, najbolj boleča, ker pomeni neko podjarmljenost, pomeni, da, lahko bi rekli, noben človek ni sam neki otok, živimo v nekem sistemu in zdaj, ko te ta sistem pritiska in te razosebi, si sam še številka, je to najhujša človekova stiska. Jezus pravi, moje kraljestvo ni od tega sveta. Gosar se sprašuje, kaj je namen človekovega bivanja na zemlji. Zdaj, je bil tudi proti temu kritičen do, bom rekel, militantnega krščanstva, ampak kako zdaj to, recimo, zavzemal se za Frančiška Asiškega, kot ste rekla vi, ne, za ta duhovni pristop, ali so te, bi rekel, reforme sploh možne, kot jih je on predlagal, kako zdaj priti do tega, po vajnem mnenju? Ja, priti je možno, sistem se mora spremeniti, ne. Demokracijo, najprej treba poseči v demokracijo, ne, ker on je bil velik kritik v bistvu takratne parlamentarne demokracije. Ne. Menili je, da treba reformirati že samo politiko, ne. Ampak hkrati pravzaprav tudi človek sam se mora spremeniti. Ne. Potrebna je tudi neka duhovna drža. Ne. Zdaj, te zadruge so tudi bile nek zgled za samoupravo, ne, da se človek nekako zavestno odloča o svojem življenju, o družbi, o ekonomiji, ne, da je solidaren, ne, pa da ni pohlepen, ne, ker zadruge ne temeljijo na nekem načelu velikih dobičkov, ne, ampak denar gre v skupni fond, potem del denarja gre za dobrodelnost, ne, del za kulturo, in če bi se tako razporejala, če bi se tako denar razporejal tudi v drugih podjetjih, kot so v zadrugah, ne, bi družba nekako šla v neko višjo stopnjo razvoja, ne. Ampak pravimo, ne, mislim, da je neločljivo od teh reformnih posegov pri Gosarju tudi reforma srca človeškega. Se pravi, nagovarja
naše srce ali pa spreobrnenje srca, in ko se ljudje spremenijo, se spremeni tudi družba. Bi šli od spoda in navzgor, bi se reklo. Ja, na nek način, ne. Da so bolj zavestni, ne. On je več odgovoril, da če biti bolj zavesten, ne. Se pravi, da vse strukture se dejansko bi morale spremeniti, če bi hoteli živeti v drugačni družbi. Zato je on to skozi celo življenje nekako gradil. Vsak vidik življenja mora doživeti neko transformacijo, ne. Ampak zdaj, če vzamemo recimo pa, torej on se je dobro zavedal, da ljudje nismo svetniki, da obstaja tudi zlo in da na tem svetu ne bo nikoli Božjega kraljestva do konca uresničenega, da bo vedno tudi obstajajo tudi sile zla, če tako rečem. To že, ampak on sam je težil k popolnosti. On je sam želel iti po poti Jezusa in je pričakoval, da bodo tudi drugi ljudje to enkrat dojeli. In to osebno svobodo je par excellence videl v svetem Frančišku Asiškem. Se pravi, to transformativno moč, ne, predanosti oziroma vere oziroma svobode. Zanimivo je pa to, da če bi skušali Frančiškovo metodo, ko bi rekel, si zamisliti v nekih realnih ekonomskih odnosih, bi bilo to seveda propad ekonomije, kot jo poznamo. Ne. Zato, ker se je Frančišek odpovedal imetju svojega očeta, celo slekel se je pred očetom na trgu, ne, in so ga imeli za zmešanega. Skratka, to evangeljsko radikalnost je recimo temu radikalizira oziroma. Ja, ampak gre za to, kako on interpretira Frančiška. On ga interpretira kot začetnika krščanskega socializma, ne? In on pravi, da je v samem Asiziju on dosegel to, da so se sužnji, podrejeni, pogovarjali s svojimi delodajalci in sporazumeli potem, da je ljudstvo izbralo župana, ne? Pa da je nek parlament ustvarjen. Tako on vidi Asiškega, ne? Ja, tako da po tej plati, ne, Asiški je ta, ki omogoča neko samoupravno družbo, ne, ki ljudje sodelujejo, ki se zavestno odločajo, ne. To je še drug aspekt. Kako interpretiraš samega svetnika, ne? Dobro. Omenjena je bila demokracija. Zdaj, če gremo malo v zgodovinsko ozadje demokracije, ne, imamo francosko revolucijo, ki je v bistvu odpor do prejšnjega sistema, do srednjeveškega feudalizma in do vseh teh privilegijev, okostenelosti, togosti, tudi, bom rekel, tlačanstva, absolutizma, privilegijev plemstva in višje duhovščine. In geslo francoske revolucije je liberté, égalité in fraternité. Se pravi, pridemo do ljudske suverenosti. Ljudstvo odloča. In potem, bi rekel, temeljno pravzaprav za razumevanje demokracije so človekove pravice, ki se določajo in postopoma pridejo v vse ustave demokratičnih držav. In tukaj je tudi potem osebna svoboda, tudi verska svoboda se omenja v teh pravicah in tako naprej, poznamo te pravice. Ampak danes smo pa, bi rekel, priča krize te demokracije, težav. Se lahko vprašali, ali smo res vsi pred zakonom enaki. In prej ste omenili fašizem. Fašizem, nacizem, komunizem so prišli na oblast po demokratični poti. Ljudje so izvolili Mussolini ali pa Hitlerja. Ne? Ja, pa v obdobju neke ekonomske krize. Ja, ampak to je realnost tega sveta. Zdaj, kako zdaj to, bi rekel, danes ta demokracija, ki je pogojena z neznanjem ljudi, da volijo pač določene politične stranke, manipulacija medijev. Torej, Gosar je zelo opozarjal, da ljudje niso dovolj poučeni in tudi veliki strokovnjaki so strokovnjaki za svoje področje, a drugih določenih stvari pa sploh ne
ne razumejo, potem ali imajo res vsi državljani pravico odločati o vsem. Potem je problem demokracije taktiziranje. V parlamentu stranke taktizirajo ne zato, da bi se borile za skupno dobro, ampak da bi ostale na oblasti, recimo. In tako naprej, pač veliko, bi rekel, teh vprašanj je, ali se je Gosar zavedal teh vprašanj, kako jih je tematiziral. Mogoče za oba, tisti znakaj, pač, Mislim, da je že gospa prej nakazala, kaj je parlamentarno demokracijo. Gosar je bil dejansko kritik parlamentarne demokracije in na nekaj točki jo je imenoval lažji demokracija. Ravno zaradi tega, ker se mu je zdelo, da v tem zastopstvu dejansko ni realnih razmerij, ni realno preslikanih razmerij iz kompleksne družbe. Ne. Morda, če je homogena družba, še do neke mere, ampak če imamo pa recimo različne etnije, različne jezike, pa tako naprej, ali pa religije, ne, potem je zelo težko preslikati to v državni zbor. Ne. In potem je prišel do nekega, lahko bi temu danes rekli, dvodomnega sistema. Ne. Prav, v enem domu imamo deželne stanove, imamo oziroma zastopnike dežel ali pa obrti, v drugem pa dejansko poslance, kot poznamo pri nas. Ne. Tako da, ja, bil je kritičen, čeprav se mi je pa še vedno zdelo, da je to v realnih razmerah nekako vzdržen sistem. Sprav, morda ampak če pogledamo danes recimo na svetu, Kitajska ni demokratična, Ja. Potem Rusija, ne moramo reči, da je demokratična, po moje. Zdaj pravijo tudi, da v Ameriki ni več s Trumpovo izvolitvijo demokracije, da je neki tehnološki feudalizem, recimo. Pravzaprav kam demokracija nekam pripeljala v neko slepo ulico, vsak dela, kar hoče, vsak v bistvu ravno Evropa ali pa tudi zahodni svet se sipa sam vase zaradi, ne vem, nevzgojenosti mladine, zaradi probleme tudi natalitete, recimo. Medtem ko, če gledamo Kitajska, ki je pa neki režim, je pa zelo uspešna po svojem. To, kar ste zdaj omenili, je zelo dobro vprašanje oziroma pomislek, zato ker on je Gosar je ravno ocenjeval, da neka top-down metoda, to se pravi nek državni kapitalizem, ne more biti uspešen. Medtem ko Kitajska je pa pokazala, da je lahko uspešen. In morda, če bi danes Gosar še živel, bi imel zelo zanimiv komentar tega, kar se dogaja na Kitajskem. Kako vi gledate na to? Ja, no, recimo, Gosar je bil zelo V Ameriki je še zelo demokracija, ni kritičen več demokracije. do poslancev. Ne. Pravo je, da poslanci so premalo izobraženi in da odločajo pa o pomembnih vprašanjih in da je to problem. Ne. Zdaj, danes mislim, da izobrazba ni tak problem, večji problem je morala, ne. S časoma. Zdaj, jaz ne vidim neke bistvene razlike med Ameriko in Kitajsko. Ne. Obe državi sta usmerjeni zgolj na kapital, ne. Na bogatstvo, na moč. Ne. Demokracije pa ni ne v Ameriki, ne na Kitajskem. V Evropi je? To me je vprašal direktor Sazuja, pa sem rekla, odgovorila sem, da je ni, ne, razen v Damanhurju, ne, eni skupnosti, kjer živijo umetniki in znanstveniki, ki imajo pa res po principu, in ki so vsi podobne izobrazbe, ne, mislim, in ustvarjalni in imajo svoj šolski sistem in svoj denar in se lahko privoščijo demokracijo, tako kot je bila v antični Grčiji seveda za svobodne državljane, ne za vse. Ja. Zdaj, recimo tudi vemo, da so določeni lobiji, določene skupine bogatih ljudi, recimo v Davosu se zbere 70 ljudi, ki potem vse vlade po celem svetu vplivajo na Svetovno zdravstveno organizacijo, vplivajo na Organizacijo Združenih narodov in cel svet bi se moral ravnati po njih. Je to demokracija, če 70 ljudi odloča, kaj moramo početi. Ne? Oligarhija, ne? To je oligarhija, ja. Tako. In to je ravno bil zaključni govor od
se pravičujem, Ja. od Joea Bidena, ne, na zaključnem govoru, poslovilnem govoru je ravno to omenil. Naša država postaja državna oligarhija in je koncentracija moči in kapitala in tehnologije. To je pa aludiral na poslovilni govor od, mislim, da je bil to Lyndon Johnson, ki je takrat govoril o koncentraciji obrambnega kapitala, torej tega obrambne industrije. No in seveda je s tem mislil na Elona Muska in podobne tipe, ne, ki se zbirajo zdaj okoli predsednika in ne naviđena, spravi, koncentracija kapitala in tehnološkega. Ni pa govoril o Sorosu pa o Fauciju, recimo. To pa ni, ja. Pa bi kar Kot da je on bil nek drugačen. Ne? Še zadnje vprašanje, recimo, no, nekaj nas je, jaz vsem čestitam, ki ste prišli, ampak nas ni ravno veliko, se pravi, ko je neka psihološka tema ali pa ne vem, je polna dvorana ljudi, ne, ko pa gre za družbene vprašanja, za družbeni nauk cerkve, za politična vprašanja, pa nekako nismo tako, je manj ljudi, ki jih to zanima, ne, in Gosar je tudi hotel spodbuditi to, kako ljudi vključiti tudi v odločanje glede teh socialnih, na socialnem področju. Kako bi dva vidita, kako bi zdaj navdušili recimo, ne vem, naše te ljudi, ki so tukaj, ki so se odzvali nocojšnjemu večeru, da smo preveč pasivni, rečemo, ja, se ne da nič narediti, se jaz ne morem, jaz ne znam. Po drugi strani so pa ravno ti lobiji, te multinacionalke in tako naprej, pa zelo dejavni. Tam so zelo dejavni, mi pa kar trpimo, smo dejavni, recimo Gosar je bil zelo dejaven. Ne? Kako to, kaj narediti? No? Tako. Potem pa publiko pa prosim že, da pripravite vprašanja, ki jih morda imate v tem času. Ja, če lahko začnem, to se pravi, Gosar je govoril o samoupravljanju, ne? In to je govoril 20 let preden je Edvard Kardel. A slište? Ne. Ne slište? Bolj bliže mikrofona. Bo malo bliže mikrofona. Moje ušesa, kar govorita vidva. 1/4 sem razumela. Hvala za iskrenost. Škoda, da niste se prej oglasila. Ja, sem čakala, se bo kdo drug, ne? Ravno kar je gospod rekel. To je socialno delovanje, ne, o tem, kar govorite. Sem čakala, da bo drugi. Evo, ravno je gospod dal pobudo, kako bi se aktiviral. Sem pričakoval, da se bi na začetku že aktiviral. Ker jaz tukaj ne moram vedeti, kdo kaj sliši, ne? Vi pa lahko veste in v tem primeru pričakujem, da se javite čim prej možno, da tudi drugim naredite s tem uslugo. Ampak ja, sem probal zdaj za sklep bolj potruditi v smislu bližine mikrofona, pa vidim, da dejansko to drži, ker sebe slišimo v odmevu. Skratka, ja, Gosar je 20 let pred Kardeljem pisal o samoupravljanju. In Kardel, en izmed ideologov komunistične partije Jugoslavije, nikoli ni priznal, da je to pobral od Gosarja, ampak mi vemo, da je. In leta 1951 v tekstu Nova smer socializma piše to, kar je v bistvu pisal Gosar pred 20 let pred tem. Skratka, v podjetjih želimo samoupravljanje, želimo sodelovanja med delavci in delodajalci, želimo, da drugega poslušajo. In s to razliko, da je v bistvu Kardel bil sistematično proti zasebni lastnini in je še vedno verjel v ta historični materializem, da bo nekoč komunistična partija oziroma da bo brezrazredna družba. Če zdaj pustimo komunizem nekoliko ob strani, lahko rečem naslednje. Gosarjeva ideja samoupravljanja lahko še vedno živi v kapitalističnem sistemu in to dokazujejo tudi določena podjetja. Kot je recimo, ne vem, Volkswagen. Oni v nadzornem, mislim, da v upravnem odboru Volkswagena je navzoč tudi delavski svet, ne? In oni v bistvu dogovorno sprejemajo odločitve. In to je ena izmed številnih podjetij, ki skuša demokratizirati
to se pravi procese odločanja, kjer je veliko kapitala navzočega. Če mi ne bi baterije zmanjkalo na računalniku, sem imel še 3 primere, ker sem jih najdel danes na internetu, ampak se zdaj upravičujem, to lahko zaprem. Spomnim se pa, da je bil omenjen Volkswagen. Skratka, kako naredimo bolj človeško okolje, kako povezujemo tiste, ki so odločevalci, kot tisti, ki sprejemajo, kot tiste, ki v bistvu so nosilci odločitev, oziroma tisti, ki delujejo na terenu. Vsi morajo v bistvu vedeti drug za drugega in to je zgolj en poskus odgovora. Vsekakor je možno izpeljati reforme tudi znotraj podjetij, ne, tudi v Sloveniji je nekaj takih. Tudi v Sloveniji je nekaj takih podjetij, ne, ki so upeljala samoupravo, razdelila delnice svojim delavcem in delujejo po principu samouprave. Ne. Ali bo se ta trend tudi nekako v prihodnosti nadaljeval ob razvoju tega globalnega kapitalizma, je pa drugo vprašanje. Nekateri so pač imeli ideje, kot je Jacques Attali, da bi lahko tudi družba prihodnosti bila organizirana na bolj neki zadružni način. Ne. Zdaj, ali bo ta njegova vizija prevladala, ne, ker te vizije so bile na začetku skoraj vsakega stoletja, ne. S francosko revolucijo so prišli socialisti ti zgodnji, ne, in so imeli svoje vizije, ki se pa niso žal uresničile, ne. Tako da, ne vem, odvisno je tudi od nas, ne, samih. Nekateri pač menijo tudi, da je treba revolucijo narediti, ne. Varoufakis v svoji zadnji knjigi zagovarja, da se ljudje mobilizirajo in zoperstavijo temu, kar se zdaj razvija, ta tehnofeudalizem, ga on imenuje. Kaj se bo zgodilo, ne vem, nekateri napovedujejo katastrofo ob nastajanju, da ta globalni svet ne bo nikoli vzpostavljen z globalnim kapitalom. Rigni recimo, ne, celo v slovenščino prevedli knjigo njegovo. Tako da te stvari so odprte, ne, ampak mislim, da je tudi na individualnem potencialu in naravnanosti na nas samih, ne, da nekako spodbudimo spremembe. Ne. Če seveda ne bo prišlo do vojne, ne. Prej in spet od začetka, kot je ponavadi. Tako, jaz sem kar veliko vprašanj zastavil, ne vem, če so bila najbolj prava, bi zdaj dal še besedo vsem, ki ste v dvorani, kdor želi. Morda pridete tudi naprej ali pa na glas, kar iz stola poveste. Lahko jaz. Mene me je nagovorilo takrat, ko ste na začetku se dotikali v bistvu vprašanja, on je skozi vzgojo, on je pričakoval, lahko bi takrat rekli, da je utopistično pričakoval, da bomo vsi se ozavestili tu potrebo po neki pravični podelitvi materialnih dobrin v verigi. Ne? Zdaj, korporativizem je posegal na tudi etatistično, ne, se pravi, je tudi določil, kdo bo kaj. On je pa računal na vzgojo. Jaz bi potegnil recimo v smernice, kjer se nam dogaja, recimo pri zeleni državi ali pa pri ločevanju odpadkov. Tukaj ni država ne kaznuje recimo tistih, ki ne ločujejo doma gospodinstvih, ampak samo ozavešča. Ne? To je neka vzgoja v bistvu. To se mi je zdelo, me malo spomenilo na to, no, da v bistvu nikjer nas nihče ne prisili, da ločujemo odpadka, ampak nas dolgoročno vzgaja k temu, da ločujemo odpadka. Ne, recimo. Kot en tak primer, kako je on, če ta pristop potegnemo pa tudi na njegovo razumevanje delitve bogatstva, ne, v bistvu se da doseči na tak način. Ne. Če nekako vzgajajo državljane skozi to
da je potrebno ozavestiti skrb tako za delavca, kot pač tudi za delodajalca, da oba nekako, tako delodajalci mora preživeti na trgu, kot tudi delitev bogatstva, pač poskrbiš tudi za delavce, da so vredni, se pravi, svojega dela, je v bistvu ni tako utopistično, pač hočem reči, da ni to tako utopistično, kakor je on to razlagal. Je pa seveda pa zgodovina ali šla v korporativističen delitev ali pa socialističen, kar je pač on bil striktno proti, no tako samo to sem hotel. Na to sem manj pomislil, da ta njegova skrb oziroma ta njegov pristop je možen. No, se mi zdi, da tudi zdaj v trenutnim prav pri teh. Župnik, gospod Milan. Ne bo župnik, kot Milan. No, jaz mislim, da z katoliškega vidika ni slabega družbenega razreda ali pa družbene ureditve. Slabi smo ljudje, posamezniki. Ker v vsaki družbi se da katoliško živeti in človeka vredno živeti. Izhajam iz apostola Pavla, Onezima, sužnja, brata, levo in desno. Mi delamo družbo. V vsakem primeru, kakorkoli, družbeni sistemi so taki, kakšni so. Ampak kako se jaz obnašam, je pa odvisno. In tukaj noter, tudi pri tem krščanskem socializmu, nesocializmu, kakorkoli gledamo, je vprašanje za moje pojme samo to, kaj vzamemo za temelj izhodišča našega razmišljanja. Ali vzamemo bogopodobnost ali človeka kot ne vem kaj. In če zgrešimo to temeljno predpostavko, potem se nam hitro enačba zruši. Ker se ena, kaj bi rekel, neznanka v matematični enačbi spremeni. In tle noter se bojim, da tako kot Kosar, kot tudi evangelist Krek, sta včasih malček eno predpostavko malček zamenjala. Da ste se preveč angažirala, mislite, za spremembo družbe? Ne preveč angažirati se moraš. Seveda, no. Se moraš angažirati. Ampak kje najdeš, kaj bi rekel, formulo izračuna, no? Ja, lahko bi malo premišljala, kako je Gosar živel v komunistični Jugoslaviji, ne? Nekateri mislijo, da je bil grozen mučenec, pa sploh ne. On je nadaljeval, res da so bile preiskave, ne, 52. leta je bila taka kriza, ne, ki so preiskovali te, ki ne mislijo isto, podobno, ne, ampak on je se dejansko živel povsem normalno, ni se zmenil za sistem. Pisal je skrivaje, neke knjige, članke, pisali tudi za Oznanilo, katoliški časopis, ne, kjer je nekako apeliral na odpuščanje, ne, če odpustimo drugim, nam bo tudi Bog odpustil, ne, če pa ne. Ampak on je dejansko lahko živel v komunistični Jugoslaviji kot svoboden duh. Sistem ga ni oviral, da bi se poglabljal vase.
če smo iskreni. Ne? Če je tako, kot vi pravite, ne, da tisti, ki je kristjan, da se lahko živi v vsakemu sistemu. Ne, ker njegovo duhovno jedro je nad sistemom, ne? Po eni strani. Ne? In zdaj sem si zapisala, kaj je o Znanilu napisal. Napisal to leta 1952 v obdobju največje krize, ne, duhovne bi rekli, ne, je napisal, da pravi kristjan je v tem svetu priseljenec, letujec in popotnik, njegova dolžnost pa je, da služi Bogu v pravem krščanskem duhu, vestno in pošteno, brez laži in brez goljufije. In to se mi zdi, da je temelj. Ne, zelo plačno zastopiti. Ja, absolutno. Vse temelj je 10 božjih zapovedi. Ja. Zdaj, kako jih potem poskušaš to v realnost spraviti, so pa ti tako imenovani družbeni nauki, ki so takšni in drugačni. Ne? Bolj uresničljivi ali pa manj uresničljivi. Se tudi okrožnica Leona 13. papeža. Teoretično gledno je zelo, zelo fajn, ampak neuresničljiva. V realnem svetu, v dejanski situaciji. In tudi ideja prvih kristjanov se je hitro po začetku krščanstva zrušila. Ne? Beremo v Svetem pismu. Prinašali so k nogam apostolov vse, kar so imeli, ampak najdu se nekdo, ki pa ni prinesel vsega. Ne? In kaj se je zgodilo? Ja, so rekli, ne bomo še več tako naprej. Ne spele. Eno so ideje, drugo je pa realni svet. Gosarjeva, tudi Krehova, tudi še kakšna ideja prej, socialnega nauka, tudi Leona 13. je super, ko jo bereš. Spraviti jo pa v realni svet je pa malo težje. Ja, to zagotovo. Zgolj to se bo to povedati. Ne. Ja. Absolutno se strinjam z vsem, kar je napisal, podpišem tako, ni pa najbolj žal kot noben. Se tudi na drugi strani tudi kartel ni najbolj potija. Ne? Zato se eno in drugo zrušilo. Ja, sej. Lahko razmišljaš, kaj bi bilo fajn. Jaz si mislim, da bi bilo tako fajn, super, ne? Naredi, speli, v resniči. Ja. Da ne pačno zastopiti. Jaz sem takoj zato, da damo tudi gosarja v proceduro za beatifikacijo, ne? Ampak govoriti o socialnem nauku je treba, za moje pojme, gledati tudi zelo realno, konkretno, kaj bo to v trenutku v družbi naredilo, kam bo to pripeljalo. Imamo primer, žal, ki se je bolj resničil kot gosarjev kardeljev, vemo, kam je pripeljalo, ampak bila teorija, brez prakse. Ja, v praksi se včasih tudi popačijo ideje, ne? In rezultat je nepričakovan. Tega ne more nihče vedeti vnaprej, ne? Ni nekega recepta, ne, za idealno družbo. Ne se pravi, ko se ne napada. Ne, ni nekega, se strinjam, ni recepta. Ne. No, se mislim, da se ne branite, da samo komentirate. Ne? Je še, morda še kakšno vprašanje, damo še komu priložnost? Jaz bi mogoče vprašala, kdo so bili njegovi somišljeniki, prijatelji, sodelavci, podporniki, zato ker za uresničiti eno tako idejo, moraš imeti od zadaj maso ljudi, da lahko pelješ naprej. Ne vem. Ja, ne vem. Če res so taki družki.
Saj v bistvu Gosar niti ni imel nekih podpornikov, on je bil zelo individualističen človek, ne. Se odločil na podlagi lastne presoje, ne. Tudi v stranki ni imel prijateljev, ne. V tem ljubljanskem krogu so ga kar najraje bi se ga znebili, ne. Tako da prijatelje je imel, mislim, vsaj za časa druge svetovne vojne, ne, ta primorski krog izobražencev, z njimi je prijateljeval, z njimi je v bistvu tudi svojo organizacijo ustvaril, ne, ampak ne, dejansko... So bili to ta primorski krog? Kaj? Kjeri so bili to kakšni pesniki, pisatelji? Ja, pisatelji. Ja. V glavnem pisatelji, ja. V tem smislu je bil inovativen, ne? Zato, ker je pač prehodil svojo življenjsko pot sam. Zelo je bil samonik, ja. Ja. Še takrat, na začetku 50-ih, v največji, ko bi temu rekel, preganjanju, recimo, no. Je živel svobodno življenje, ne, in šel dnevno hodil k maši v stolnico. Ja. Zjutraj, kot duh se je prikazal in kot duh je odšel. In potem je predaval, ne. Kljub temu, da je Udba vedela, da hodi vsako jutro k maši v ljubljansko stolnico, je potem popoldne predaval ekonomske, sociološke predmete na univerzi, če se ne motim, ne? Oziroma na statistike. Sociološke ni več predaval, to so mu odvzeli, ne. V glavnem ekonomske, pa pravne, ne, pravne predmete. Ja, pa so rekli, ja, hodi v cerkev zato, ker ima premalo dela, ne. Nima dovolj predmetov, dolg čas bo. Lažni vtis demokratičnosti takratne oblasti, ne, da dovoliš, da imaš tudi take profesore, ki nam povrejo. To je ta lažni vtis. Ja, on je tudi bil zelo dober profesor in zelo je sodeloval s svojimi študenti, jim je pomagal, ker za časa vojne so mnogi izgubili semestre, ne, in on jih je zelo podpiral. Zagovarjal pa je že pred vojno, ne, v bistvu avtonomijo univerze, ne. In tudi takrat je bil na strani študentov, ki so protestirali, bil proti strogemu kaznovanju, jih je pač razumel, ne. Čeprav drugi profesori so bili, ne, veliki nasprotniki, tudi ni delal razlike glede politične orientacije študentov. Nekako to je bilo nepomembno zanj. Ni bil aktivist in ni neka mreža, da bi se partija čutila ogrožena zaradi njega. Ja, pa tudi bil je človek dialoga, ne, kot Frančišek, ne. Da je poskušal brez agresivnosti, z umirjenim dialogom nekako priti do rešitve. To, kar ste pa vi omenili, ne, glede teh zabojnikov, ločevanja, ker v bistvu zdaj je prevladalo to krožno gospodarstvo, ne, to je nek trend, ki bo v prihodnosti verjetno prevladal, ne, in mislim, da je tudi to en od teh pozitivnih vidikov za prihodnost, ne. Ker zdaj vse se predeluje, ne, in se ponovno poustvarja, ne, stvari, ki je v redu z ekološkega vidika, ne, da ta ekologija ima neke tako pozitivne stvari za sodobno civilizacijo, ne. Jaz sem bolj ta pristop hotel poudariti, no. Ja, vem. On je hotel ozavestiti ljudi, da bi skozi ozaveščenost poskrbeli tako za delavca, kot za delodajalca, oziroma da bi ozavestili in z ozaveščenost reševali socialne vprašanja, ne. Tako, kot se nas poskušajo zdaj ozavestiti, da je pač ločevanje zaradi krožnega, potrebno, tako tudi ni potrebno, da pač posegaš ti v svobodo posameznika. Ja, sankcije upelješ, ne. Ampak ga v bistvu naučiš oziroma vzgajaš, ne. Ja. Tu se mi je zdelo tak pač primer, ki se mi je
da je jemu ta krščanski pač pristop. Rekel, ne bomo posegali v svobodo posameznika, ker lahko posameznika naučimo, kaj je prav. Ja, v redu. Dobro, jaz bi s tem, mislim, da... Eno stvar, Ja. zakaj po vajnem mnenju ga cerkev ni kaj bolj cenila oziroma ga vključila v kakšne svoje takrat in pa tudi zdaj. Se mi zdi, da mogoče takrat zaradi teh v bistvu enciklik, sedaj se mi zdi pa, da bi ga morala in desna politika in tudi cerkev veliko bolj upoštevati in vključevati v svoj nauk ali pa v svoje politike. No? Ja, cerkev se nekako podredila papežu, ne? Ker ta okrožnica iz 17. leta, ne, govori v prid Akvinskemu, ne, in dejansko Učeničnik je pisal o svetem Frančišku, ampak ga je imel za popolnoma nepomembnega svetnika, ki je pač lahko živel brez materialnega bogatstva, tako napiše v enem članku. Ne. Po drugi, ja, zdaj ni, ampak po drugi strani pa že 7. leta je cerkev obsodila modernizem, ne. En kodeks obstaja papeški, ne, in tako da so celotna orientacija, in to je trajalo 60 let, ta obsodba modernizma. Gosar ga je pa zagovarjal, ne. In v bistvu nekako drugačno bil usmerjen idejno, ne? On je v vsaki stvari bil poseben, ne? Individualist. Zakaj zdaj, to bo nam gospod povedal. Zakaj zdaj ni sprejet? Zakaj ga politika nič ne vključi, recimo desna politika bi se mi zdi morala kar pograbiti, ker leva ga je in ga še zdaj recimo doktor Plut. Ja, doktor Plut ga je, ja. Ampak odvisno, ne vem, pač sam preblisk, odvisno kakšna desna politika, ekstremna desna politika v bistvu ravno hoče, z tega vidika smo lahko tudi kritični, bi rekel, do izjav Trumpa. Kaj je njegov cilj? Njegov cilj je velika Amerika, njegov cilj je kapital, razširiti moč, zdaj govori celo, da bo Grenlandijo priključil, pa Panamski prekop in tako naprej. Se pravi, če so to glavni cilji, potem je tu precej drugače od, bi rekel, od Gosarja. Ne? To ni neki iskanje nekih skupnega, dobrega, ali pa, ampak je dobro za Ameriko. Kaj je dobro za Ameriko? Če je dobro za Ameriko, da uniči Evropo, bomo uničili Evropo. Tako, če sem zelo krut, ne? Tako in po Evropi se, recimo jaz se bojim, je v redu pač desna politika, ampak desna politika lahko gre tudi v ekstremizem in to je odgovor pravzaprav na ekstremno liberalistično politiko. Povzroči kontra učink, ne. Zdaj jaz bi rekel, cerkev je pa imela tudi, cerkev je nad, kako bi rekel, cerkev gre skozi vso zgodovino, kot je bilo rečeno, vse družbeni sistemi, lahko je feudalizem, lahko je kapitalizem, lahko preživi tudi v preganjanju, bi rekel, Božje kraljestvo ni od tega sveta, ne. Tako da po moje cerkev, zdaj vprašanje tudi, koliko je sploh Gosar poznan, ga ne poznamo in zato po moje ni tudi, so pa ta vprašanja aktualna. Če lahko dodam, recimo pri nas dosti se je govorilo o neoliberalizmu. Neoliberalizem je prav ta prost pretok blaga, pač tržno gospodarstvo, kar je pač sodobno. Imaš pa res tudi zdaj, tudi trenutno imaš določene politična stranka ali pa določena gibanja, ki še vedno zgledujejo po Marksu, kljub temu, da je socializem razpadel. Imamo še vedno, v bistvu, še vedno tli pač pričakovanje, oziroma še vedno določeno število ljudi išče družbeni nauk, ki bo, oziroma družbeni sistem, ki bo bolj pravičnejši.
In tu se še vedno zgleduje, tudi po Marxu ali pa po Hegelu in tako naprej. Tako da še vedno, zato je še vedno aktualen tudi Gosar, ne? Ker pač nismo še našli tega sistema, oziroma ni še bil iznajden in vsak je pomanjkljiv. In tudi trenutno so spet napetosti, pomeni, da tudi ta neoliberalizem ali pa ta liberalistično pač tržno gospodarstvo ima določene luknje, ki še vedno bogatijo, nekateri zelo močno bogatijo. Ne? Imaš multinacionalke, imaš več izjemno bogate ljudi in seveda tu nekaterim ni všeč. Dragi Anton Harej, jaz bi zaključil ta večer tukaj. A še eno vprašanje? A še? Ja, če ste za to, da smo še tukaj, pa... Jaz sem komentar v vezi s to omenil Trumpa, ne? Ja. Kot tak primer, da mogoče ni najbolj ustrezen, ker se je pač postavil za Ameriko. Jaz mislim, da je to dobro, on se je postavil za Ameriko, ne? Zdaj mi v Evropi tukaj niti zase se ne postavimo, mislim, tukaj je zdaj ena taka dilema, ne? Do zjutraj lahko debatiramo. Te primer, recimo nekoga, enega državnika, ki se postavlja za druge kontinente, druge države, če vidite, ne? Jaz ga ne poznam, recimo, ne? Tako da v tem primeru, če se on postavil za Ameriko, jaz smatram, da je to zelo vredo, ne? Se strinjam z njim. Jaz samo to reči, da ta komentar prej se oprečujem. Za katoliško-krščansko stran ni leve in desne politike. Je samo človeka vredna ali pa človeka nevredna politika. Ker je tako leva in desna lahko proti človeku in za človeka. In skozi zgodovino se je to vedno ponavljalo in zakaj Gosar ni tam, kjer bi lahko bil, ali pa, ne vem, bi moral biti, ne vem, verjetno zaradi tega, ker, kot sem rekel, ker je v bistvu neuresničljiv. Tudi socializem ni bil Ja, drži. Ampak težko nekaj postaviš za ideal, če ne vidiš izvedbene poti. Ideje kot take so zagotovo dobre, ampak kako jih spraviti v realno življenje, je pa drugo vprašanje. Ne? In z krščanskega, katoliškega vidika jaz mislim, kot se rekel prej, ne? V vsakem sistemu se da preživeti, ne preživeti, se da človeka vredno živeti. Ni ideal preživeti, ideal je človeka vredno živeti. Kot ni ideal pravična vojna, ideal je pravičen mir. Zdaj, kako do tega prideti, so pa poti zelo različne. In trenutno se, v bistvu, odkar človeštvo obstaja, vedno znova kregamo, iščemo, bojujemo, pobijamo, ne vem, karkoli. Kar je slabega sicer, ne? Ampak taki smo. In tako gremo naprej. In tako bomo že tudi še naslednje stoletje. Ne bo drugače, da ne bomo, piškoti čakajo. Tako jaz bi se vsem zahvalil, zdaj dejansko na koncu šele se debata razživela, ampak jo lahko nadaljujemo tudi še v sosednjem prostoru ob kozarčku. Žal se opravičujem, bo samo rečemo črno vino, ne? Mi ne rečemo rdeče, rečemo črno tukaj. Pravijo, da francoski paradoks, da ima noter neko snov, kako se že imenuje, ne vem, kako? Rezervatol, ja. Tako da potrpite, kdor hoče, drugače tudi kakšen sok ali pa voda. Se zahvaljujemo obema gostoma, seveda vsega nismo mogli. Poglejte, sam ta knjiga, koliko je debela, ne moreš to rešiti v eni uri, on je to predal ure in ure na
fakultetah. Mogoče dve stvari, ki so mene nocoj najbolj nagovorile, je to, da je potrebno, se pravi, ta duhovna dimenzija vsakega izmed nas. Poklicani smo, da živimo krščansko vero, da izpolnjujemo Božjo voljo, da uresničujemo Božje kraljestvo. To lahko vsak izmed nas si prizadeva in s tem že spreminjamo družbo. Ker ko se jaz spremenim, se že na tem svetu nekaj spremeni in pravzaprav same družbene spremembe, ne vem, zakonodaje ali pa ustave še ne prinesejo rešitve, če tudi mi se ne trudimo, da bi živeli človeka dostojno življenje. Drugo, kar Gosar zelo poudarja, pa je, da pravzaprav to vprašanje, zakaj živimo na tem svetu. In tukaj je pravzaprav, on vidi, kakorkoli pač vzamemo, on vidi v krščanstvu odrešilno moč, ker če ni te vizije, te presežnosti, potem dejansko zaidemo v slepo ulico. To zdaj ne pomeni, da moramo mi vse ljudi prisiliti, da bodo kristjani, ampak mogoče, da kot kristjani smo hvaležni, da cenimo svojo vero, tudi v posmrtno življenje, da smo pravzaprav z tega vidika obdarjeni, smo blagoslovljeni, nikakor pa ne gre, da bi morali zdaj na silo pač to uveljavljati in druge pobijati, če ne živijo tako. Tudi on govori o odpuščanju, o molitvi za nasprotnike, za tiste, ki delajo krivice, ampak vendarle pa je potrebno upoštevati sedanjo situacijo. Recimo, današnja situacija je tudi umetna inteligenca. Umetna inteligenca bo spremenila tudi ekonomijo, tudi politiko. In tista, recimo zdaj baje je Kitajska v veliki prednosti glede umetne inteligence, gotovo bo to imelo vpliv na svetovno politiko in poznati, kaj se dogaja, videti tudi krivice, videti stiskane ljudi, ki so v stiski, ki trpijo, ki živijo človeka nevredno življenje. To pa lahko vsak izmed nas tudi si prizadeva. Problem je, če tega ne vidimo, če se o teh vprašanjih ne sprašujemo. In hvala obema gostama, ki tudi se posvečata tej tematiki, to študirata, sta nocoj tudi z nami podelila en delček vseh teh svojih študijev in razmišljanj. Hvala lepa.